Fale pra gente como é que é no Brasil lá a igreja. Какое церковь в Бразилии? A igreja no Brasil é igual essa igreja aqui. Ja, É a церковь в igreja Бразилии, de Jesus aqui na terra. церковь в Бразилии isto код tukaj, ta церковь tukaj. И Хриstuса, Иисуса, церковь, не венче прав. Essa igreja aqui é muito alegre. Та церковь зело, radost. E a igreja no Brasil é igual vocês. En церковь в Бразилии тисти код ви. Não tem diferença. Не различен, не разлико. Не бе разлика, аллилуйя. Aleluia. Brasil Isto é Господь в Бразилии. é o Senhor desta igreja. E é Господь tej церкви. Glória a Deus. Slava Bogu. Amém. Oh, fala, Deus abençoe. Obrigado. Povemos, glória a Deus. Aleluia. Nós temos hoje formado um grupo com 36 líderes. Imamo skupino 36 voditelj, ki molijo. Que estão orando 24 horas no dia, cada um uma hora. Molijo 24 ur na dan, vsak voditelj ima 1 uro da moli. Ok, Tina, peti prevedi. Hvala! Ampak pero despacito. Meu horário Tudi njemu de Mike, tudi njemu de Mike. meu horário é 3 da manhã, das 3 às 4 da madrugada. Allora, dan se je sformirala, ustanovila ena skupina, ki moli 24 ur na dan, za nas 36 liderjev, vsak ima 1 uro in njegova ura je od 3 do 4 zjutraj. Wow! Nós nos acompanhamos um ao outro através do grupo do WhatsApp. Ampak oni so med sabo pa povezani in si sporočajo, kaj dogaja preko WhatsAppa v skupini. 3 horas da manhã eu tenho que colocar a mãozinha aqui e dizer estou orando. 3 da madrugada. Ob 3 zjutraj dam roke skupaj in začnem Wow! moliti. Wow! E de igual forma, todos os outros líderes também. Eles dão um sinal dizendo assim: eu estou de joelho intercedendo pela igreja. I got it. In tudi vsi ostali, tako kot ob 3 zjutraj, tudi vsi ostali molijo za našo cerkev. Vsi ostali lideri. E temos orado pela Eslovênia também. In molimo tudi za Slovenijo. In imajo zastavo, bi imeli slovensko v cerkvi. Sim, Imajo temos uma našo bandeira. zastavo. Slišal sem od enega drugega pastorja, da nad vsemi zastavami so našo dvignili in imajo fulno srce za Slovenijo, da molijo. Amen? Temos um culto missionário. Imamo eno bogoslužje, ki je prav misionarsko. Todos os cultos em que tratamos sobre a obra missionária, a bandeira da Eslovênia está lá, o povo está marchando e orando. Deus abençoe, Deus aviva a Eslovênia. In na vsaki te srečanju na bogoslužju, ki imamo pač, ki skupaj molimo za Slovenijo in proklamiramo, da Slovenija za Boga. In imamo zastavo tam na prvem mestu gor. Deus já está respondendo, já respondeu. Ó. Uma geração cheia do poder e da graça de Deus, nós estamos vendo na vida de vocês. In Bog že odgovarja, že vidimo rezultate. In kaj še? In vidimo generacijo, tako kot ste vi, ki je polna Božje moči, to molimo. Amen. Amen. Glória a Deus. Amen. Obrigado. 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 Bimal, tell them that they can pray for people afterwards. Po besedi bojo molili za ljudi, vam priporočam karkoli, pridite naprej, bojo oni danes naš molitveni tim. Vedno na koncu besede imamo še priložnost, da se odzovete, da kdo moli z vami. Haleluja. Dajmo si pogledati, govorimo o DNK-ju, kdo smo v krščanskem centru in govorili smo o božjem delovanju, veliko teh stvari je bilo, kdor bi rad lahko na spremem.si si pogleda video posnetke. Danes bomo govorili o strasti. Ne preberem, kaj je v našem DNK-ju glede strasti. A vam je všeč, a je kdo čutil, da je strast zajel samo v tej cerkvi? Haleluja. Amen? A ne bi bilo čudno, da nekam prideš, kjer so ljudje tam samo zato, ker morajo biti tam.
In verjamem, tam ni strasti. Amen? Tam, kjer je ful zakona, pa nad življenja, tam ni strasti. Tam je pač poln enih pravil pobredov. Ampak mi hočemo strast za Jezusom. Amen? In človek ima strast, naredi 10-krat več, kot človeka vsa pravila ve. Ko imaš ti strast za Jezusa, wow, tebi so pravila premalo. Ti se hočeš razdati za Jezusa, čist, haleluja. In potem te moramo mi ostati preč, dobro, da probi še malo živeti, pa je to službo, bod normalen, Ker si toliko na ognju, ti hočeš kar skozi prigati, 24 ur, ampak moraš tudi v službo hoditi, Moraš za družino skrbeti, In to je strast in tega ne zgubiti nikoli. Jaz, ko sem se odrešil, leta 92 sem prišel v Binkošno cerkev in sem vse traktate tam pobral, tako kot imamo mi knjige tam. Jaz sem bil, ko sem bil mlad kristjan, jaz sem si vse napokal v vreče notu. In pa sem imel 2 vreče in sem šel po čopovi. In nisem prišel do konca čopove, dokler nisem vse razdelil. Vse, toliko sem bil strasten za Jezusa. Ampak to je trajalo mogoče, ne vem, 10 ur, da sem do konca čopove prišel, razumete? Sploh me ni zanimalo, kako je. Jaz sem rekel, jaz ne moram sploh iti domov. Kako ne gre sploh domov zdaj spat, če sem Jezusa sprejel? Kako ne bom zdaj normalen človek, pa grem domov gledati televizijo, pa večerjo jesti. Jaz moram vsem povedati o Jezusu. In tako po enih 3 dnevih sem pol domov šele prišel. In pol čez kakšen mesec dni sem bil malo tako presenečen, da niso vsi moji frendi z mano strastni za Jezusa. Ful mi je bilo čudno, kako to, da ljudje živijo brez strasti za Boga, če je Bog tako dober. Amen? Bog je res ful dober Bog. Če še ne poznaš Boga, ne ti povem, on je ful dober, haleluja. On je dosti boljši, kot vse, kar si kadarkoli v življenju sanjal, doživel, razmišljal, boljši kot tvoje najboljše fantazije, Bog milijonkrat boljši, haleluja. Jaz si nič nisem zaslužil, pa sem vse dobil. Kako dobiš? Z milostjo, po veri pa sprejmaš. Amen? In tako deluje, nič drugače. Tudi, ko si že 20 let kristjan, moraš biti še vedno kot otrok, da vse z milostjo po veri sprejmaš. In pa si skozi strasten in zaljubljen v Jezusa. Čim zgubiš strast, boš padel pod obsodbe, zakone, zgubil boš ljubezen do Boga, zgubil boš gorečnost do Boga, postal boš mlačen. In to je najslabše, kar se ti lahko zgodi, da si kristjan, ki si odrešen in veš, kaj ne smeš delati, nimaš pa več strasti, da bi užival življenje z Jezusom. In to je ena najbolj mizerna skupina ljudi na zemlji, ki jo lahko srečaš. Ker grešnik, on se ima fajn, on se bo napil, se bo zadev, ga bo žuril, ne vem, bo koga pretepil, ko je jezen. Ti pa veš, da nič od tega ne smeš delati. In se nimaš fajn in kaj narediš pol. Si čist mizeren. Veš, da izpolnjevati Božjo besedo si probam, pa vedno ti kaj faljetko, nikoli ni dosti dober. Jaz sem mislil, še kaditi neham, pa bom pa popoln. In pa sem po, ne vem, 3 mesecih nehal kaditi, ali 1 mesec, ne smem se več. Ampak sem videl, da imam še vedno poln problemov. Ker pa so pa večji problemi od cigaret. Ker se ti v umu dogaja, ker smeti prihajajo z tvojega srca. In kaj je odgovor? Strast za Jezusa. Bod strasten za Jezusa. Haleluja. Če Božje kraljestvo ni jed in pijača, ampak pravičnost, se pravi, kaj je pravičnost? Pravilen odnos z Bogom. To vse. V pravilnem odnosu si. Da je Jezus tvoj kralj, on je tvoja pravičnost. Sprejeli smo dar pravičnosti po veri v Kristusa. Mir, amen, šalom, Božji mir, ki presega vsak razum, čuva tvoje srce. Če nimaš miru z Bogom, spet nekaj narobe verjameš. In kaj je pol? 3. točka, ki dostikrat falimo? Radost. Haleluja. Pravičnost, mir in radost v Svetem Duhu. Haleluja. Če nimaš, amen, imaš šofar, priprav ga. Če nimaš radosti, ti nekaj fali, haleluja, tako? Haleluja. Ok, špari še malo goriva. Strast je naše gorivo. Vam bo prebral, kaj si napisal o strasti. Kdor se pridruži naši cerkvi, se je priključil strastnim ljudem. Absolutno smo odločni, da nikoli ne obupamo. Mi smo ljudje, ki gremo do konca in uspemo. Strast je naše skrivno orožje, ki nam daje gorivo, da vztrajamo in je naša vera goreča.
Strast ni kratkotrajna slava, ki usahne, ampak starodavna zvezda, ki gori brez prestanka. V krščanskem centru se ne bomo upočasnili, upokojili ali odnehali, ker imamo še veliko za storiti in doseči ogromno ljudi. Kot reševalec iz vode hiti, da bi otroka, ki se utaplja, smo tudi mi goreči na svoji misiji in ne odnehamo, ko nas že vse mišice bolijo. Gre za življenje ali smrt. 2 minuti, haleluja. Gre za življenje ali smrt, nebesa ali pekel, večnost z Bogom ali brez njega. Ena stvar je gotova, z vsem svojim bitjem smo stopili v to in ne gremo nazaj. V krščanskem centru smo se odločili za strast. Strast prepriča tudi najtežjega kritika, ojača učinkovitost našega sporočila in nam daje duhovno gorivo, da lahko rekrutiramo pomoč in navdihnemo akcijo. Imamo samo eno življenje, en poizkus, ki ga nikakor ne bomo zapravili za stvari, ki niso pomembne. Naše življenje in naš glas brez sramu kličeta vse okoli nas, da živijo tako kot mi, s strastjo. Amen. Zdaj pa lahko tule samo. Haleluja! Hvala ti, Jezus! Strast za Jezusa! Strast za Jezusa! Haleluja! Reč svojemu sosedu na leve in desni, ti moraš imeti strast za Jezusa. Reč drugemu sosedu, bod na ognju za Boga. Reč tretjemu sosedu, jaz te rabim, da si na ognju za Boga. O, haleluja, cerkev malo strasti, ful mal naredi, ful mal. Če imaš majhno strast, boš ful mal naredil, ful mal. Isto, kakor če imaš mal drv, boš imel ful mal ognja, etko. In zato rabimo, da vsak da ima strast za Jezusa tle not. Amen? Vsak, ker velik drv, že robijo, dobro se vsedo. Ker velik drv ful naredi velik ogenj, etko. Zato ti rabiš soseda na levi pa na desni, da ima strast za Jezusa. Amen? Strast, haleluja. Če ima kdo problem v zakonu, kaj je za njega rešitev? Strast za Jezusa. In ko ima to oba strast za Jezusa, je, haleluja, Božji ogenj v hiši. Amen? Ko imaš problem v kateremkoli odnosu, imaj strast za Jezusa, haleluja. Ko imaš ti strast za Jezusa, kdo te pol lahko prizadene? Noben. Etko, ko ti goriš, oni mečejo vate obsodbe, mečejo laži vate, ampak ta ogenj v tebi sam vse požre, etko, vse požre. In pol oni gledal, kva bi naredili? Ja, najbolj, da še oni gorijo za Jezusa, etko. Haleluja, najbolj, da so že oni na ognju za... John Wesley, en prebuditeljev, par stoletij nazaj, ki je celo Anglijo pretresel, prebudil in je celo gibanje čez njega nastalo v krščanstvu. On je rekel, kaj jaz naredim, je zažgen se z Božjim ognjem. Ne fizično, ampak na ogenj grem. Na ogenj grem za Jezusa in pol ljudje pridejo gledati, kako ogenj gori. Amen? Amen, haleluja. Kaj je rešitev za intelektualno Slovenijo? Strast za Jezusa. Amen? Ti lahko človeka prepričaš, da evolucija ne deluje, da nič ne deluje, da je ustvarjen po Božji podobi, da je Božja beseda resnična. Vse to se da dokazati, ampak to še vedno nobenega spreobrnil. Enega. Človek se mora srečati z Bogom. In kako se bo srečal? Tako, da sreča nekoga, ki ima strast za Jezusom. Haleluja. Prejšnji teden je bil tukaj človek iz Avstrije, ste opazili? Avstrijec se je spreobrnil. Kva sem bil jaz vesel. Mi smo šli kar praznovati pol. Ampak zakaj? Zato, ker je videl svojo sodelavko iz Karla iz Beljaka, hvala ti Jezus, da ona prihaja, amen? Ona gre na... Haleluja. Blagor vsem, ki ste iz Ljubljane. Ona mora iti na vlak, pol mora iti na avtobus, pol mora peš sem prijeti. Sem fulma delo, da pride na en miting, haleluja. Ampak ta njen kolega, sodelavc, je prišel zato, ker je videl strast za Jezusa v njej. In mu ni dal miru. Je rekel, kva je to? In sem ga vprašal, kako to, da si prišel iz Beljaka? Je rekel, ko sem njo videl, sem rekel, kva je to? Haleluja. Moram vedeti, zakaj je ona toliko vesela? Amen? A vidiš, koliko je pomembno, da imaš strast? Jaz ne govorim, da moraš to sam proizvesti. Ker ti ne moreš proizvesti strasti. Razumeš? Lahko, sam nov dolg trajal. Prvič, ko te bo kdo plunil, te bo vse minil. Prvič, ko bo kdo
ti vrnil s hladnim tušom, moraš vedeti, ful je gasilcev v tem svetu. Ful je tudi kristjanov, ki gasijo druge kristjane, ki so na ognju. A ste kdaj videli gasilni aparat? Na njemu piše pastor gor. Jaz to nisem. Ampak veliko pastorov je to. In sam gasijo, kjerkoli kakšen vernik na ognju ga hit pogasijo, da ne bi motil cerkve pa bogoslužil. Aleluja. To moramo spremeniti čim prej, to je ime. Gasilni aparat mora imeti gor, ne pastor, ampak religiozni voditelj imeti. Aleluja. Pastor mora biti pa plin, ki daš gor, da je več ognja. Aleluja. Amen, če nimaš strasti, boš ful malo stvari dosegel. In kako jo dobiš? Druž se z Jezusom. Druž se z Jezusom, haleluja. Amen. A ni bilo da bez z Ashleyom? A ni bilo noro tle not? Haleluja. Ashley je rekel, da tako dobro se še ni imel v Sloveniji, kot zdaj na tem obisku. Res. Ampak, a si se imel pol tudi v ponedeljek tako dober? A lahko dvigneš roko, če si tudi v ponedeljek se imel ful dober? Kaj pa pol v torek? A tudi še traja, Pa še držal, Žan je držal v torek, še? Haleluja. A v sredo še bilo? Še? Če je bilo manj, da šlo malo. Haleluja. Robi se imel fajn v četrtek? Niti ne. Niti ne? Kaj je bilo? Drisko sem. A driska, wow. Ampak danes si tle, amen? Danes si tle. Človek je prišel, haleluja. Tu driska ga ni mogla ostaviti, haleluja. Hvala ti. Amen? Ampak maj se dober, tudi če imaš drisko. Amen, skozi se moraš me dober. To je ful grafičen prikaz pridige, ampak Pavel je tudi take besede uporabljal, veste to? Ko je primeril vse svoje dosežke, pa diplome, ki je bil zelo Pavel je bil filozof, on je bil zelo razgledan učenjak. Je rekel, vse to imam za smeti, piše v čudovitem slovenskem prevodu, ampak drugače pa bolj se nagiba ta beseda k te besedi, kar je Robi preživljal v četrtek. Dajmo si pogledati Filipljanom 3, Filipljanom 3. pogled 13 do 14, haleluja. O, haleluja, cerkev, strast je duhovno orožje. Ful, res. Jaz, ko sem bil v Avstraliji 2 tedna, sem imel en teden misijo, da se učim od največjega krščanskega centra, 10,000 ljudi. In ta izvršni pastor se je vzel en teden z mano cajta. In ta človek je poln strasti za Božje delo. Res, ful strast. Ampak cerkev, ta človek, jaz sem rekel, ko smo se pogovarjali, rekel, veš kaj, jaz sem introvertirana osebnost. Jaz sploh ne maram biti z ljudmi. Jaz sem najraje sam. Moj dopust je, da sem sam nekje v tišini, da imam mir. Vedno sem bil tak človek. Pa me pa Bog v to službo poklical. Kako sploh ne morem verjeti? Ko si skozi ful naspediran, ful si na ognju za Boga, skozi z ljudmi, nikoli te ne zmanjka, skozi polne energije. Človek, kako to? Rekel se, gled, to je Jezus. To vse je Jezus. Razumeš, Klemen, to je Jezus. Ne ti povem, če si ful introvertirana osebnost, če si ful zadržan, če si ful bojiš biti med ljudmi, si še v večji prednosti, kaj jaz, ko sem ekstravertiran. Imaš še ful večjo prednost, ker pol vsaj veš, da to je Jezus v tebi. Razumeš? Jaz pa lahko še sebe pumpam in pol pozabim, da rabim Jezusa, da sem napumpan. Razumeš? Da sem poln svetega duha. Razumeš? Če si po naravi bolj pesimist, si v prednosti. Ker vsakič, ko si optimist, si poln svetega duha. Razumeš? Vsakič, ko ti je težko biti med ljudmi in naenkrat greš pa govoriš o Jezusu, veš, da to je sam Jezus, etko. Veš, da ti to ne bi mogel in si lahko ful vasi sebe. Mene je to motil, ko sem se sprobanil in sem posod evangeliziral. Me je motil, ko sem že prej knjige prodajal od vrat do vrat. In pa sem si mislil, ne, sem to zdaj jaz ali je to ta marketing, ko sem se ga učil, a kdo zdaj to deluje, ali Sveti Duh ali marketing. Ampak zdaj mi je vse. Sam hočem Jezusa. Sam da Bog deluje. Dajmo si pogledati ta citat. Prav, strast, to ti pripada, to je duhovno orožje. Ne mislim, bratje, da sem to dosegal, eno pa pozabljam, kar je za menoj in se stegujem proti temu, kar je pred menoj. Tečem proti cilju po nagradah, kateri nas od zgore kliče Bog, v Jezusu Kristusu. Se pravi, ti moraš imeti strast za to, za kar te je Bog poklical, za to, kar te je Bog ustvaril in moraš pozabljati, kar je za tabo. Jaz, če bi razmišljal o svojih napakah,
pozabi, da bi imel strast danes za Jezusom, ampak bi skozi se razmišljal, pa kva nisem tam drugače naredil, obžalujem, da se nisem tam tako odločil in pol ne bi tle tega zgubil in pol ne bi 10 let cajta zapravil, kva je 10 let v primerjavi z večnostjo? Nič. Razumeš? Vse napake, če imaš strast za Jezusa, vse napake lahko Bog obrne v pozitivo, haleluja, amen? In pa boš vesel na koncu, da si 10 let v temo brcu, ker vso to temo bo Bog obrnil v plus. In pa boš nekam prišel, boš rekel, jaz sem bil 10 let zgubljen, haleluja. Jaz nisem Boga poslušal, pa sem ful skoraj umrl. Veš, imaš pričovanje, haleluja. Imaš strast, zakaj? Ker gledaš naprej. Amen? Če hočeš imeti strast za Jezusa, prvič, glej naprej. Glej v to, v kar te je Bog poklical. Prihodnost, ki jo ima Bog zate, je dosti večja, kot vse, kar si v preteklosti doživel. Amen? Je dosti večja, kot si lahko misliš. Bog ima osupljiv načrt zate, haleluja. On bolj kot je tema. En ljudje so ful fokusirani na temo. Gleda, wow, tema, ful je teme, greh ful napreduje, ljudje delajo iz sebe, ne vem, vse živo, morale spreminjajo, vrednote spreminjajo, ne vem, vse hoče spremeniti, nič več ni normalno, totalen kaos. Tebi ni treba biti v tem. Ti lahko še bolj žariš, zakaj? Ker si fokusiran naprej v to, kar Bog dela. Amen? Če boš gledal to, kar hudič dela, mu boš postal podoben. Karkoli ful opazuješ, tak boš postal. Ne se dati prevarati, Božja beseda prav. Slaba družba pokvar dobre navade. Se pravi, z drugim besedom, s čimerkoli se obkrožaš, non-stop potem razmišljaš, boš tudi ti takrat. Zato razmišljaj raješ v Božji besedi. Druž se z Jezusom, daj si gor slovnene, daj si Božjo besedo, bod med Božjim ljudstvom. Tudi če si ful med grešniki, v prostem času, ne v tem razmišljati. Razmišljaj o nečem, kar Bog dela. Amen? Razmišljaj o proroških besedah. Poglej si kakšno video za nazaj odešle. Ne vem. Razumeš, hran se, obkrož se z Božjo vizijo. Ti moraš biti poln Božje vizije, če hočeš imeti strast. Jaz ne bi preživel dneva brez Boga. Jaz, če bi samo en dan razmišljal samo o tem, kar hudič dela, jaz ne bi nobene strasti za Jezusom. Pa ni važno, če sem prej 30 let bral Biblijo, 30 let se izpolnjeval z Božjo besedo, če bom par tednov pozabil na Boga, razumeš, bod vsak dan na ognju za Boga, vsak dan se okroži, glej naprej, glej v Kristusa, kaj je on naredil zate, haleluja. Vesel se na tem, haleluja. Jaz se spomnim, jaz sem bil 20 let star, ko sem sprejel Jezusa. In preden je jaz prišel v moj življenje, tisti teden, ali pa mesec, ali pa par mesecev, jaz sem se počutil, kot da sem star že 70 let. Pa se predstavljate, 20-leten otrok, mislim mladenec. Jaz sem se počutil, kot da sem star 70 let, vse sem že probil, ful sem utrujen od življenja in sem samo razmišljal, kako bi prekinil to življenje. Kako bi vse skup nehal, se ubil nekako in pol na drugi strani videl, če kaj več. Razumeš, koliko je danes mladih ljudi, ki ni nobenega življenja v njih. Gledaš jih in so čist prazni, kaj ena sivina je v njih, nič življenja, nobene strasti. Razumeš, to se ti zgodi, če nimaš vizije od Boga, če nimaš namena, strast pride iz Božje vizije. Ja ti povem, strast ne pride iz tem, da si kupil nov avto, pojedel ful veliko torto ali karkoli, haleluja. To se ti pol, kje druge pol pozna bolj, haleluja. Dajmo pogledati Razodete 3:15. In ko sem prej že govoril o tej cerkvi, kjer sem bil, ko sem 3 dni pol hodil okoli, talil literaturo in enkrat mi je celo uspel, mislim, da eno ali 2 vrsti tam v cerkvi na bogoslužju nafilati z mojimi frendi, ko sem jih kar direkt iz žura pripeljal v cerkev. Ker ko je joint prišel do mene, sem ga prijel pa dal naprej. In niso mogli verjeti, da sem bolj zadet, kot oni, pa ne zadevam se več. In pa se rekli, kaj je to? Se rekel, to je prava stvar, to je Sveti Duh, to je to. To je to, kar smo iskali. Zaradi tega smo se sploh začeli zadevati. In pol filozofirati in pol šli še naprej v New Age. In pač en od njih je samo ostal z Jezusom, zdaj sta že 2 ali 3, si ne vem. Ampak fora je v tem, da verniki, namesto da bi me spodbudili, ker si bil malo depresiven, zakaj ni več, ljudi se rekel, sej, jaz sem bil tudi tako kot ti na začetku.
Se boš videl, to ne deluje tako, kar umer se, razumeš, pastor, hitro pogasiti ogenj. Ker čim je eno ognjo, če imaš ti strast, mečeš slabo luč na vse, ki nimajo strasti, razumeš? Poprečneži hočejo vedno ostaviti te, ki izstopajo. Zato socializem ne deluje. To nikoli ne deloval. Komunizem, socializem, to nič ne deluje tega. Ko Bog nagradi te, ki hočejo več. Razumeš? On je dal vsem isto. On da enemu en talent, enemu dva, enemu 5. In on, ko jih ful uporabimo, da še od unga, ki nič ne uporabil. Čeprav jih ima že ful veliko. Razumeš? Bog ti da še več. Večjo strast, ki imaš, še več boš sprejel od Boga. Bolj, ko si depresiven, še več ti bo hudič ukradel. Jaz sem od svoje mamice vedno izsilil, karkoli sem hotel, če sem le ful depresiven zgledal. In pol mi kaj ni hotel kupiti in sem ful depresiven zgledal. In pol se spomnim, da ko sem bil že 15 let star, sem se sreč tacune, sem izsilil solze iz svojih oči, ko mi une jakne za 100 mark ni hotel kupiti. Jaz pa glih na valeto, pa una punca mi je bila všeč, sem vedel, če ima to jakno, bo moja. In pa mama noče unih 100 evrov mi dati, 100 mark, ne vem, kva je bilo takrat. In pol sem izsilil sred štacune solze na svoje oči, si predstavljate to. Sred Maxi Market. In pa je mama ni mogla to prenašati, tako uno jakno kupila mi, razumete, ampak pri Bogu ne deluje tako cerkev. Jaz sem enkrat rekel, Jezus, če mi ne daš to, ker sem zgubil zdaj nazaj, jaz nam jedu, dokler to ne dobim. Ni deloval cerkev, jaz bi umrl lahko. Pa ne bi tega dobil, ker Bog tako ne deluje. Bogu si všeč samo po veri. Hebrejcem 11:6. Brez vere je kar pusti na tem citatu, brez vere je nemogoče biti Bogu po volji, nemogoče. Ne moreš ga prisiliti, da bo kaj naredil. Lahko ful jamraš, ne ti povem, bolj kaj jamraš, slabš ti bo šlo. V socializmu ti gre boljš, bolj kaj jamraš, več dobiš. Pri Bogu ni socializma, je samo vera. On je že vsem dal vse. Vse je na razpolago, miza je pogrnjena. Sred sovražnikov piše nam je pogrnil mizo. In zdaj tvoja naloga je, samo da po veri priješ pa to spremeš. Se mu zahvališ in je tvoje, haleluja. In tako si Bogu ful všeč. Več, ko spremeš, bolj si mu všeč. In pol imaš večjo strast in kaj se ti zgodi, še več spremeš. Amen? In pol nisi več zadovoljen sam, da ne vem, da si na uro gledaš, koliko časa si molil in si daš kljubico. Ampak ti moliš 24 ur. Ti še v kino, ko greš, razmišljaš o Jezusu. Ko objameš svojo ženo, si Bogu hvaležen za njo. Razumeš? Ko si dobro klobaso pojedel, se zahvališ Bogu. Za vse si Bogu hvaležen. Tudi, če nimaš za meso, si pa za une, ne, če kdo od vas je kdaj sarme brez mesa, si pa za sarmo brez mesa hvaležen. Razumeš? Meni, kako gre to skupaj, pa gre, verjente, haleluja. Haleluja. Razodejte 3:15. Tako da ne govorite ljudem, da se bojo ohladili. Če vidiš, da se kdo ohladil, namaz da mu rečeš, dobro, zdaj boš tako jaz. Raj skupaj se spokorite, da ta spet na ognju za Boga. Razumeš, so depresijo vrš dol iz sebe. Reč, depresija je na križu, haleluja. Ne ti povem, en velikih demonov v Sloveniji je duh depresije. Duh depresije in težine. In hočeš malo ti kar ena težina in tabo, je tako. Jaz se dostikrat zbudim z glavobolom, ne to povem, pa sem že ful let kristjan, ful verjamem v zdravljenje, ogromno sem že videl, ogromno čudežev. Jaz se dostikrat zbudim in na vrhu glave me boli kar nekaj. Včasih se zbudim zjutraj, mislim, da me je vlak povozil, ko sem spal. Gledam, če kdo tračen, se mi čez postel naštimo. In pol kumi se ven s poste spravim včasih, razumeš? Jaz se ne zbudim, ful angeli mi že pojejo, na harfe špilajo, dragi pastor, haleluja. Ampak cerkev vse, gremo v akcijo, haleluja. Razumeš, grem, tako začne slaviti Boga, molim v jezikih, haleluja. Si kuham kavo, če si jo kdaj delam, zraven molim, a razumeš? Pojdi naprej, ne se ustaviti, karkoli. Tudi, če imaš, tukaj imel robi, nima veze. Greš naprej, slaviš Boga, haleluja. Amen, bo že odpadel. Če imaš ti strast za Jezusom, boš imel vse drugo. A ti je fajn, kad te kdo vpraša, kako si, haleluja. Tepe fajn, da leš, se tako lahko hvališ, amen. In prav je tako, haleluja.
Ker kako si, če je tvoj odgovor, kako si, ma ja, spet sem zgubil službo, ma ja, dober je sam v službi, imam tako malo. To so ful napačni odgovor, ne ti povem, kako si, je vprašanje, kako je tvoj odnos z Bogom. To vse. Vse ostalo je samo dodatek. Razumeš? Prosperiteta, ozdravljenje, uspeh v življenju, to je samo ekstra. Mene zanima, kako si, če se imaš ti fajn z Jezusom, če imaš dober odnos z njim, pa bo vse cool, a razumeš? Pa ti boš to v šoli dober, tudi če boš padel letnik, boš pa drug let naredil, a razumeš? Ampak važno si ti cool. Vsi, ki ste v šoli, imejte petke, ne imejte enka, haleluja, ampak če ne moreš imeti petke, pa si dobil enko, še vedno daš slavo Jezusu, amen. Kako so oni šli v uno peč? Nabukadnezar dal ukaz, kdorkoli me ne bo slavil, gre v gorečo peč. In on, Šedrah, Mišah in Abednego so rekli, ne, mi ne bomo pokleknili pred tabo, ker ne smemo. Mi moramo samo Jezusa slaviti, amen. Bod tak človek, ker ne boš kradel, ker drugi kradejo, ne boš delal kompromisov, ampak boš samo za Jezusa živel, amen. Če nekaj ni v skladu z Božjo besedo, te ne zanima, amen. Ne zanima te hiter dobiček, hiter profit, koga golfati ali karkoli. To te nič od tega ne zanima. Tebe zanima Božja beseda, amen. Vse hočeš pošteno delati na prav način. In zdaj oni zaradi te svoje drže je rekel, nič, moram vas vršiti v ognjeno peč. So rekli, vse nas bo Bog rešil. Amen. Amen. Ampak meni všeč njihov odgovor. So rekli, tudi če nas ne bo, gremo not, pa pač bomo umrli. In to je dobro stanje, cerkev. Vedno razmisel, kaj je najslabše, kar se ti lahko zgodi. Jaz vedno razmišljam, kaj najhujšega se mi lahko zgodi, da sem bil v težkih situacijah. In v bistvu se mi nič ne more zgoditi, ker tudi če umrem, bom profitiral. Razumete, da dobim nov telo? Jaz, ko umrem, dobim telo, ko bom malo mlajši od tega. Glava me zjutraj nov bolela, nikoli, ko bom ostal. Bo prenovljen, nobenega greha ni gor. Sploh sonca ni, ko Božja slava vse napolnjuje. Zlate ulice bom imel. Nobenega denarja nam rabil za tramvaj, za bencin, za nič. Po mojem, da lahko še kaj letel okoli, upam, da kakšno sredstvo za leteti gor. Pohištvo sem slišal, da ko se usedeš, se ti kar prilagodi na telo, haleluja. Jaz bi že zaradi tega rad bil gor. Razumeš, da karkoli se mi zgodi, samo profitiram. Malo mi bo žal za mojo ženo pa otroke. Zato, ker me bojo pogrešali pač. Ampak verjamem, da Bog za njih skrbel. Amen. Verjamem, da če jaz umrem, da se bojo imeli še boljš, kot če sem jaz. Vem, malo je radikalno, ampak nekaj se zgodi, ko nekaj zgubiš, te je Jezus še bolj realen. Amen. Vsak, kdorkoli, če si nekaj ful dragocenega zgubil, tako da ti je Jezus še bolj pomemben ratu. Amen. Tako da razumeš, da mi samo dobimo, tudi če, kaj je najslabše, da te ubijo, razumeš? To je najslabše, kar se ti lahko zgodi, da umreš, tako. Ampak a veš, da smrt več nima oblasti nad tabo. Ti v bistvu sploh ne boš umrl. Tvoj telo bo samo umrl. Ti boš pa samo prestopil v nov telo. Piše, da tako, da bi z očesom strepalnico trepnil, boš dobil toliko hitro, boš dobil novo telo. In kakšno telo? Isto, kakšnega imel Jezus, ki je vstal od mrtvih. Šel je čez steno lahko s tem telesom in lahko je jedel zajtrk. On je pekel na grilu z novim telesom. In pol je tudi jedel skupaj z njimi v novem telesu. Meni to ful všeč. In pol, ko se ga je Tomaž dotaknil, ni šla roka čez njega, ampak sta se lahko rukovala. Razumeš? A ni to da best? Tak telo boš dobil. Se pravi, kaj se ti lahko zgodi? Česa bi se bal? Amen? Amen. Raj se boj, da ne bi šel v akcijo, pa da boš v strahu končal. Tega se raj boj. Haleluja. Dost hujše, da si nekaj ne upaš narediti, kakor če te kača piče. Razumeš, to je dost hujš. Dost hujš je biti živ, pa živeti v strahu, kakor umret, ko si nekaj upal narediti. Amen, a verjameš to? Dost boljše, da umreš, ko si pravo stvar delal, kot da živiš, pa sploh ne živiš. Etko. Pa nimaš nobene strasti. Maj strast, haleluja. Upi si, amen. Ko ti Bog nekaj govori, nared, haleluja. Amen. Haleluja. Nikoli ne zvedel, kaj se bo zgodil, če noš naredil, haleluja. Ker tudi, če si napako naredil, te bo Bog rešil. Haleluja. Dajmo se pogledati ta citat. Razodete 3.15.
Vem za tvoje dela, da nisi ne mrzel, ne vroč, da bi bil mrzel ali vroč, tako pa, ker si mlačen, ne mrzel, ne vroč, te hočem izpluniti iz svojih ust. Ker praviš, bogat sem in obogatel sem in ničesar ne potrebujem in ne veš, da si revež in pomilovanja vreden in Bog, slep in nag. Ti svetujem, da kupiš od mene zlata, očiščenega v ognju, da obogatiš in bela oblačila in se oblečeš, da se ne pokaže sramota nagote tvoje in mazila, da si z njim pomažeš oči, da bi videl. Jaz, katerekoli ljubim, svarim in pokorim, razunemi, a lahko rečeš razunemi. Razunemi se torej in se izpokori. Glej, pri vratih stojim in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, stopim k njemu in večeral bom z njim in on z menoj. Njemu, kdor premaga, dam sedeti z menoj na prestolu svojem, kakor sem tudi jaz premagal in sedel z očetom svojim na prestol njegov. Kdor ima uho, naj sliši, kaj duh govori cerkvi. Haleluja. Amen. Hvala ti, Jezus. Oče, pomagi nam, haleluja, da se razumemo. A veste, kaj pomeni beseda, da se izpokori? Da se spokoriš, ne pomeni spet, ne pomeni, da moraš jamrati in jokati in se tolčiti po hrtu in klečati na koruzi. Spokoriti pomeni metanoja, da si šel v to smer in zdaj si se premislil in greš v to smer. To je vse. Etko, si že videl, kdaj koga, da ful joka, pa se nič ni spremenil. In pol vsakič joka, ampak nič se ni spremenil. In pol joka, ko mu je hodo, da so ga dobili, da je narobe naredil. To ni spokorjenje. Spokorjenje ti, ker ti je žal za to, kako si živel. Se rečeš, nočem iti več v to smer. Nočem več živeti, kaj je nevernik. Nočem več živeti, kaj je en loser. Nočem biti več zvezan, haleluja. Razumeš, čimarkoli lahko živiš, bo živel. Čimarkoli. Če te vseeno, da se kumi prebijaš iz dneva v dan, boš celo življenje tako živel. Verjetno. Če ti je vseeno, da ti vedno nekaj manjka, ti bo vedno nekaj manjka. Ti se moraš razjeziti. Tle prav, razunemi se. Prvi korak je razunemi se. A lahko to daš na steno? To je 19. citat. Razunemi se. Rec svojemu sedu, razunemi se. Maj strast, haleluja. Amen. Maj strast, haleluja. Razunem se in spokor se, kar pomeni, in obrnem se na drugo stran. Amen. Ne več jamrat, haleluja. Ne več razmišljati, koliko si prej razmišljal. Ne sabo te prtlage v nov življenje vleč, razumeš? Če si govoril negativno, ne več negativno govor. Če si šimfal, ne več šimfat, haleluja. Razumeš? Če si ful mal verjel, ne več ful mal verjel. Če si govoril ful majhne besede, nehi to delati, haleluja. Poveči kapaciteto. Govor, vse zmoram v njem, haleluja. Mene vse mogoče, ko verjamem v Jezusa. Tudi, če se boš sam v sebi zdel največji lažnivec. Jaz, kadar govorim besede polne vere, včasih se zdim samo v sebi, kada lažem. In takrat največ rastem. Največ, haleluja. To je dobro, haleluja. Amen? Če ti je preveč prijetno, vse, kar rečeš, pol premalo govoriš. Božja vizija te vedno malo prestraši, ki je ful večja od tebe. Če delaš samo to, kar ti lahko narediš, to je ful premalo. Govor večje stvari, obnaši se na večji način. Haleluja. In zadnji citat, Jakob 4:7. Zadnji citat in pa bom molil, haleluja. Kdorkoli bom poklical Brazilce, tako naprej. In dal bi še priložnost vsakmu, kdor še ni javno sprejel Jezusa v svoje življenje, ti bom danes dal priložnost, da priješ naprej, predaš življenje Jezusu, rečeš Jezus, hočem biti s tabo, hočem biti tvoj otrok. Tako kot tle piše, da trka na vrata, kdor mu odpre vrata srca, bo vstopil in večeril z njim. Ti bom danes dal priložnost, da lahko prvič v življenju povabiš Jezusa, da on tvoj gospodar, da on večerja s tabo in si odrešen lahko danes naprej. Ampak vsi, ki ste že odrešeni, bomo tudi imeli priložnost za vas, da se odzovete. Jakob 4:7, podvrzite se torej Bogu. Amen? A ni to, in to je največja svoboda je, ko se podvržeš Bogu. To je največji žur, jaz sem povem. Kjerkoli iz tebe ven štrli, ko ni podrejen Bogu, tle te bo hudič bombardiral non-stop. In že fajn se boš imel in tle ti neki štrli, ko nisi podredil Bogu in spet te bo tam napadil. In se boš imel 2 meseca dober in pol te bo še bolj prizadel, kot prej. Najprej podvrži se Bogu, vse daj Bogu. Amen? Ne probati sam biti svoj rešitelj. Ne se sam rešiti, da vse predaj Bogu, vse, haleluja.
In pol, ko sem mu predal, mu verjem, haleluja, ne nazaj vzeti. Verjem mu, da zdaj on skrbi za to. Podvrž se Bogu, hudiču pa se uprite, haleluja. Amen. Upret se moraš hudiču, spet rabaš kaj? Strast, haleluja. Amen. Ne moreš se hudiču upret. Joj, kdaj bo že to minilo? Ful dolg že verjamem, sem pač, zdravim se mora nekje vzkriti. Pa ti vzdi se mora vzam. Razumeš, to ti se moraš razjeziti. Razumeš, jaz zdaj, ko sem šel v Avstralijo, me je tako moc ful zatekel že. In pač sem že nisem mogel premikati, vse je bilo vroče, cela roka. In pol glih v gostilno, kamor hodem, je še en tak prišel z obvezanim komolcem, tam na Vranskem. In ko je moj komolc videl, ko sem bil tam kapopaj takole, je rekel, jaz sem isti komolc kot ti. Sem rekel, res, kva pa je, daj povej mi, kaj je to? Prav, takoj pet k doktorju, moraš dobiti proti strupu neki antibiotik, moraš dobiti, to je neka infekcija, to te gre lahko celo telo, na koncu te bo roko odrezal. Sem mislil, jaz imam pa avion, jaz moram iti pa čez 2 dni v Avstralijo. In pa sem rekel, mogoče mi pa lahko da hitro 2 injekcije, pa prej grem na avion. In pa sem šel hitro k doktorci, ona vidi to prav, to moraš pa takoj iti v bolnico, gor, to zdravstveni dom ni dost, pa je tja, da ti to, ne vem, zrito, sem rekel, nimam cajta. Kako nimaš cajta? A veš, da to? Sem rekel, ne mi nič govoriti. Mi hotel razlagati, kaj vse si mi lahko zgodil, sem rekel, sploh me ne zanima, kaj si mi lahko zgodil. In sem šel s tako roko, pač dal sem si nek let, sem si prevezal koliko malcev, sem šel na avion. in pač preveč nežno sem molil, razumete? Preveč sem bil nežen s to bolezni. Razumeš, če daš malo strasti v eno stvar, boš imel malo rezultatov. Zato upri se hudiču, upri se bolezni, upri se zlu, haleluja, amen. Najprej se podvrž Bogu. Ker se podvrgu Bogu, veš, da si kul, veš, vse sem mu predal, vse sem predal Bogu, amen, moje življenje ni več moj, vse ti predam Jezu, to je največja svoboda. In pol se lahko preš hudiču, ker več nima, kje bi te prijel. Se mu preš in kaj piše tle naprej in pobegne oziroma zbežal bo od vas. In ta beseda tukaj je teror. Hudič bo zbežal, kada ga teroristi napadajo. Bežal bo, kada v totalnem strahu bo bežal v tebe. Ful se te bo bal. Se pravi, ko si ti podvržeš Bogu, preš hudiču, on zbeži, kada si ti terorist hudiča, razumeš. Ful se te bo bal. In to je edino pravilna pozicija med tabo pa hudičom, na žurska, haleluja. Zato jaz nikoli nimam dolgih debat s hudičom, ker vedno beži od mene, sploh ne more nič pogovarjati. Pride en njegov misel, In potem smo imeli drug dan, ko sem prišel v Avstralijo, pač molim, haleluja, slovim se komolc, malo boš, malo slabši. Enkrat sem zdrav, pa spet nazaj prije, pa vse vroče, pa spet boli. In dostikrat smo v tej fazi, razumete, ker smo na poti do rešitve. In potem gremo pa, imeli smo vsi, ki delajo v cerkvi, so imeli team building dan in so igrali odbojko in so bila 4 igrišča za odbojko, toliko je tam ljudi. Jaz sem rekel temu glavnemu pastorju, je kakšen rešil, če se bo kakšen od teh gospodov, ki delajo v cerkvi, ki je polomil, pa to, ker to bo le 200 ali 300 ljudi, zdaj tam špilal odbojko. Rekel, Klemen, pa edin ti se lahko lomaš, ti boš tam najstarejši, kaj je zakaj? Ja, ker vsi, večina ljudi, ki delajo v cerkvi, so tam v 20-30 let stari. Taki, ki sem jaz, so pa že duhovni očetje. In pol špilamo odbojko, ena žoga je ful visoko in hočem jo zadeti in sem falil in sem nazaj padel glih na ta komolc. Ampak to sam, če bi se tako dotaknil, bi me ful zabolel. In sem padel iz višine, iz skoka, ker sem v luft skočil, sem žogo falil in sem nazaj pristal glih na tem komolcu. Me je toliko zabolel, da sem vse belo videl. Enkrat sem samo bele zvezde videl, kot Tom in Jerry. In potem sem sam zavpil, sem rekel, marš iz mene, haleluja. Ven iz mene, haleluja. In sem bil čist zdrav. Čist, komolc se je takoj spokoril. Takoj, haleluja. In pol gledam, haleluja, špilam naprej, sem pol nehal špilati, pa čist sem zdrav, haleluja. Amen, kako to deluje, amen. Razumeš, razvonem se, reč samo sedu, razvonem se, haleluja. Reč drugemu sosedu, upri se hudiču. Upri se in bo zbežal v tebe, haleluja. Amen, dajmo skupaj stati, kaj ljubimo naprej. Dajmo skupaj stati. Brazilian, guys, come on, my team.
haleluja, Oče, predajamo ti svoje življenje. Mi se hočemo te podrediti, Gospod, danes, haleluja. Hočemo se podrediti svojemu Bogu. Hočemo se upreti hudiču, da zbeži od nas danes, haleluja. Oče, pomagi nam danes, haleluja. Usmer nas na nekaj, kjer nas hudič napada. Oče, molim, da se mu danes upremo, haleluja. Oče, molim, da vnamaš v nas duhovno strast, haleluja. Da bomo imeli tako strast zajel se, da nas duh apatičnosti, letargičnosti, indiferentnosti, haleluja, depresije, težine, haleluja, da enostavno ne more živeti v nas več, haleluja. Ne more biti v nas, ne more biti v naši cerkvi, ne more biti v naši družini, haleluja. Oče, jaz molim, da je to več v tega, kar mi proizvajamo. Oče, ne bo to nadnaravna strast, nadnaravni Božji ogenj, haleluja. Rad bi samo vprašal, je kdo tukaj, da bi rad sprejel Jezusa, da še nisi predal življenje Jezusu. Ne veš, kam greš, če bi zdaj umrl. Ne veš, a je Jezus tvoj rešitelj ali ni, haleluja. Lahko sam dvigneš roko, če bi danes rad sprejel Jezusa. Danes bi rad molil molitev, bi rad rekel, Jezus, pridi v moje življenje. Hočem, da si ti moj Gospod in moj rešitelj, haleluja. Je kdo tukaj, sam dvignem roko, bomo skupaj najprej s tabo molili, da Jezus pride v tvoje življenje. Ne ti povem, to je največji privilegij, kar te lahko doleti, je, da pred ljudmi sprejmeš Jezusa. Nikoli več ne boš molil bolj pomembne molitve, kot je ta, da predaš življenje Jezusu. To se cela nebesa radujejo, ko ti rečeš, Jezus, verjamem, da si ti umrl za moj greh. Ga narediš za svojega rešitelja. S tem ga sprejmeš kot odkupitev za tvoje grehe. Ni več samo en Bog, ni več samo en rešitelj celega sveta, ampak je tvoj rešitelj. In to Bog hoče. On hoče priti v tvoje srce. On hoče biti tvoj Gospod in tvoj rešitelj. Brez Jezusa noben od nas nima šans. Vsi smo grešili, vsi smo izgubili Božjo slavo. Jaz, če ne bi Jezusa sprejel, pa bi se ubil, jaz ne bi šel na drugo stran, se ne inkarniral v nekaj lepega, ampak bi šel direkt v pekel in demoni bi me mučili celo večnost. Tako je pa Jezus prišel v moje življenje. In danes ti govorim, to je največji privilegij, če še ne veš, kam greš. Te ful vabim, da danes narediš najbolj pomemben korak v svojem življenju. Da rečeš, Jezus, verjamem, da si umrl na križu zame. Verjamem, da si tretji dan vstal od mrtvih in zdaj te vabim v svoj srce, da si ti moj Gospod in moj rešitelj. Aleluja. In ko boš to naredil s svojim srcem, bo Jezus prišel v tvoje življenje in boš Božji otrok. A je kdo, da še ni to naredil, pa bi danes rekel? Sam dvigam roko, če bi rad to molil. Kdorkoli, haleluja. Kdorkoli, če še ne veš, kam greš, pa bi rad danes sprejel Jezusa. Haleluja. Haleluja. Mogoče lahko vsi skupaj to molimo. Mogoče, če komu sram ali ti težko to moliti, lahko vsi, a če malo vsi skupaj to moliti, da bo lažje mogoče. Tako da, če si danes tukaj pa nisi to molil, ti bomo pomagali, bomo še mi s tabo molili. Tako da molitev pogovor z Bogom. Dajmo zapreti oči in molimo skupaj. Reči, Jezus, odpusti mi vse moje grehe. Verjamem, da si ti umrl na križu zame in da si odnesel ves moj greh. Verjamem, da si tretji dan vstal od mrtvih. In te zdaj vabim v svoj srce. Pridi ti v moj srce. Prevzem prestol mojega življenja. Jaz te priznavam za svojega Gospoda, za svojega rešitelja, za svojega gospodarja. Haleluja. Hvala, da si zdaj prišel in si me odrešil, ker verjamem vate. Od danes naprej bom sledil tebi. Amen. Slava Jezus. Amen. Hvala ti, Oče. Hvala ti. Vsi, kdorkoli rab molitev, pridite naprej. Kdorkoli, če imaš čas, v 6:30 imamo tle preučevanje Božje besede, v petek, v 7 molitev, v sredo, v 6:30 imamo preučevanje Božje besede. Vzemi si kakšno literaturo, če si prvič prišel, imaš še eno darilo tam pri uni mizi.